Pa smo tukaj v novem videu, končno malček zamuja, ker je šlo tudi precej časa za intro, poleg tega sem imel tudi druge opravke, ampak tukaj smo, ponovno skupaj. Ta intro sem imel že dolgo časa v glavi, ampak se nikakor ni povezal s kako idejo ali trenutnim dogajanjem. Vse do zdaj. Saj veste, Pavel, Putin, no to in tudi dejstvo, da prej niti nisem imel tolikega znanja o videoprodukciji in videoefektih, ki jih je kar precej v tem intru. Narediti je bilo treba namreč kar precej trackingov, maskiranja, odstranjevanja določenih elementov. Naprimer, punčki v originalu imata dolge lase in to je bilo treba pač odstraniti, ker če ne bi Pavel in Putin izgledala naravnost čudno. Potem je bilo treba najti še razne glitch efekte, zvočne efekte in na koncu vse to skupaj povezati, skratka ogromno dela. In upam, da vam je všeč. No, v tem času je Bitcoin in ostali kripto padel, kar ne bi smelo presenetiti nobenega, ki si je ogledal ta zadnji video. Zdaj pa si dajmo pogledati, kako kaže za naprej in katere meje pod nobenim pogojem ne smemo izgubiti. Potopimo se v grafe. Smo na Bitcoin dnevnem grafu. In ta prva stvar, ki jo vidim, je, da tukaj očitno poskušamo izrisati eno ogromno medvedjo zastavo. Samo malček, da vam jo narišem. In še drog. Sicer to je vse skupaj še špekulacija, ta današnja svečka tukaj le še ni dokončana. Tako da najprej moramo dokončati to današnjo svečko tukaj oziroma počakati, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Počakati pa tudi zato, ker ne vemo, kaj bo naprej. Recimo, da potrdimo tole medvedjo zastavo. Se bomo morda še odbijali znotraj vzorca, ali pa bomo tukaj malček počivali in potem prebili vzorec navzdol. Vsekakor vredno spremljanja v naslednjih dnevih. Glede na dogajanje na nižjih časovnih intervalih je nekako za sklepati, da bi bilo tukaj le za pričakovati nek odboj. Ni pa sigurno. In vprašanje tudi je, če dobimo nekakšen odboj, dokot v tem kanalu bomo prišli. Je pa trenutno tako, da na trgu vlada panika in vsi vemo, kako se Bitcoin obnaša med napadi panike. RSI imamo že blizu meje preprodanosti, je pod mejo 50, kar daje prednost medvedom, stokastik RSI pa tudi kaže momentum navzdol. Zdaj smo na Bitcoin tedenskem grafu in tukaj, kot vidite, podobno kot na mesečnem grafu, tudi rišemo naraščajoči kanal. Ampak to ni vse, tudi tukaj imamo možnost dvojnega vrha, ki je pa medvedji vzorec. In da se ta vzorec ne izvede, moramo za vsako ceno obdržati to spodnjo mejo našega kanala. Trenutno se nahaja na 34.500. Se pa drugoče skrivajo nič kaj dobri znaki, recimo če pogledamo RSI, tukaj smo pod 50, kar daje prednost medvedom, torej medvedi obvladujejo trg. In stokastik RSI smo se poskušali malček dvigniti, ampak se križamo nazaj dol. Torej momentum trga je navzdol. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu kateregakoli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal. Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, zdaj pa naprej na video.
In zdaj še naš slavni mesečni Bitcoin graf. Tudi tukaj, kot sem že prej omenil, imamo dva vzorca. Naraščajoči kanal, ki je bikovski, in dvojni vrh, ki je medvedji. No, vse skupaj nekako izgleda kot smiley face, ampak naj vas to ne zavede. Torej, bliža se konec meseca in obvezno za vsako ceno moramo obdržati tole spodnjo mejo tukaj. Bomo videli, kako bo. Zdaj na voljo imamo še 4 dni. Če slučajno to mejo tukaj izgubimo, potem je dosti večja možnost, da se izvede ta medvedji vzorec dvojnega vrha. Torej, do konca meseca vse oči na to mejo. Če pogledamo še RSI, trenutno za lasek kaže oziroma daje prednost bikom. Ampak, kot sem rekel, za bike je zdaj ključnega pomena ta meja tukaj, ki je okoli 36.500. Če to izgubimo, če s telesom svečke zaključimo pod njo, potem po moje se nam ne obeta nič kaj dobrega. Pa oglejmo si še trenutno število denarnic z več kot 1000 bitcoini. Kot vidimo, se stanje tukaj ni nič kaj bistveno spremenilo, nakupov še vedno ni, kvečjemu vedno več je prodaj. Saj se to število denarnic vztrajno niža. No, to nam lahko tudi daje namig, da čakajo nižje cene. Zato, ker, kot sem že prej omenil, ta korelacija tukaj, ki smo jo imeli prej, zagotovo ni naključje. Naj se na tem mestu zahvalim še vsem patronom, ki svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju in nadgrajevanju tegale kanala. Si morda tudi ti želiš postati eden izmed njih. V zameno za podporo lahko dobiš dostop do mojega dnevnika, kjer lahko redno vidiš, kaj spremljam v kriptu in tudi delniških in drugih trgih. Z naslednjim paketom pa si lahko ogledaš tudi posebne videe, kot so na primer tutoriali, 2 tedna pred ostalimi na YouTubeu in tudi brez reklam in raznih sporočilc, ki letajo naokoli po zaslonu. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Se strinjate z današnjo analizo ali se ne strinjate? Sem morda jaz kaj spregledal, ste morda vi kje kaj drugega opazili? Res me zanima, zato mi kar napišite spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. V naslednjem videu bomo še naprej diskutirali o turbulentnem stanju Bitcoina, zato se ga ne splača zamuditi. In da ga ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, ker vas v tem primeru YouTube o novem videoposnetku takoj obvesti. Pa smo na koncu, želim vam še lep dan, lep vikend, ki je pred nami in se vidimo v naslednjem videu.